ko se pogovarjamo o pojavu, ki ga imenujemo konjunkcija, pogosto krat pride do zmede, ne, in zaradi tega bi mogoče zaradi konciznosti rad na začetku pač pojasnil, zakaj pravzaprav pri tem gre. Torej, ko se pogovarjamo o veliki konjunkciji, v astronomski terminologiji običajno mislimo torej na srečanje, bližnje srečanje, navidezno seveda, ne, dveh planetov, Jupitra in pa Saturna. Izraz konjunkcija pa ima seveda tudi nekatere druge kontekste oziroma je nekoliko širši. Zaradi tega ravno prihaja pogostokrat do zmede. No in gremo po vrsti, ne, torej kaj pravzaprav predstavlja ta termin v najširšem smislu. Torej najbolj splošna definicija konjunkcije bi lahko bila naslednja. Torej, gre za pojav, pri katerem imata dve nebesni telesi približno enako lego, pri čemer ti dve telesi gledamo za Zemljo. Tako da pri konjunkcijah ni nujno, da gre torej samo za planete, ne, lahko gre tudi za kakšna druga telesa. No, nekoliko ožja definicija bi lahko bila tudi ta, torej nebesna telesa, ki so v konjunkciji, imajo enake ekliptične dolžine. Mi v astronomiji uporabljamo različne koordinatne sisteme na nebu, ne. Torej, vsi poznamo horizontski nebesni koordinatni sistem, pri katerem so osnovni koordinati višina, višinski kot in pa azimut. Potem poznamo dva ekvatorialna, torej relativni in absolutni ekvatorialni nebesni koordinatni sistem. No, pri ekliptičnem koordinatnem sistemu gre pa za nekoliko drugačno logiko. Tukaj pa je osnovna ravnina ekliptike, torej tista ravnina, po kateri se Sonce navidezno giblje okoli Zemlje oziroma po kateri dejansko kroži Zemlja okoli Sonca. In zdaj glede na pač to ravnino ekliptike, ne, torej lahko delimo, oziroma poznamo dve koordinati, torej ekliptična širina in ekliptična dolžina. No in predvsem ekliptična dolžina je zdaj v tem kontekstu pomembna, to pomeni, če sta dve telesi z enako oziroma podobno ekliptično dolžino, to pomeni, da sta glede na ekliptiko, ne, torej v isti smeri, res pa je, da lahko ti dve telesi imata tudi različno ekliptično širino, kar pomeni, da v tem primeru ne pride do prekrivanja bližnjega telesa, torej ne pride do tega pojava, da bi bližnje telo zakrilo telo v ozadju. Namreč kasneje bomo videli, da ravnine, po katerih se gibljajo planeti okoli Sonca, niso identični z ekliptično ravnino. In zaradi tega, torej ta telesa pri konjunkcijah sicer imajo enako ekliptično dolžino, ne pa enake ekliptične širine. No, če se pogovarjamo o planetih v Osončju, predvsem takrat, ko so v konjunkciji, ne, potem bi lahko rekli tudi tako, ne, torej, da dva planeta v našem Osončju, ki sta v konjunkciji, imata enako rektascenzijo. Rektascenzija pa deklinacija sta pa dve koordinati v absolutnem, torej ekvatorialnem nebesnem koordinatnem sistemu, to sta tisti dve koordinati, ki jo tudi sicer najpogosteje uporabljamo, torej ko določamo koordinate nebesnih teles na nebu. Po tretjem Keplerjevem zakonu sledi, da se obhodne dobe planetov z oddaljevanjem od Sonca večajo. In tako Jupiter opravi en obhod okoli Sonca v dobrih 11 letih oziroma slabih 12 letih, Saturn pa v slabih 30 letih. Položaj, v katerem so Zemlja, Jupiter in Saturn poravnani, se pojavlja nekako približno na 2/3, torej obhodne dobe Saturna. Izračun je tukaj spodaj pripravljen, se pravi na vsakih slabih 20 let oziroma natančneje na vsakih 19,859 let. Zdaj, če bi pri obravnavi konjunkcije torej upoštevali samo to dejstvo, potem bi seveda prišli do nekega lažnega ali pa do neke lažne predstave, da bo na vsakih slabih 20 let torej prišlo do pojava, ko bo Jupiter zakril Saturn. No, v resnici, torej na konjunkcijo samo oziroma na značilnosti konjunkcije, se pravi na navidezno oddaljenost Jupitra in Saturna, vpliva še en drugi parameter, in sicer dejstvo je, da ta dva planeta nimata identičnih ravnin, po katerih krožita okoli Sonca, oziroma prihaja do nekih razlik, torej med orbitami Jupitra in pa orbito Saturna glede na orbito Zemlje. In to potem še dodatno
dodatno modificira, ne, torej vidnost Jupitra in pa Saturna v času velike konjunkcije, oziroma pravzaprav naredi to opazovanje včasih zelo zanimivo. No, o teh položajih, torej velikih konjunkcij, je razpravljal že znani astronom Johannes Kepler in je ugotovil, ne, torej, da se položaji konjunkcij, velikih konjunkcij, torej Saturna in pa Jupitra, pojavljajo nekako v takih tretjinah, ne, orbit, in ravno ta del, ne, v katerem, ki je tukaj zgoraj, ne, torej v tem času se bo zgodila velika konjunkcija, torej v letošnjem letu. In pa naslednja taka zelo zanimiva velika konjunkcija leta 2080. Torej sta oba dva planeta bila v opoziciji tam v poletnih mesecih, ne, in dejansko praktično že od pomladi naprej, nekako tisti, ki bolj opazujemo planete, pa ki nismo ravno preveč zaspane sorte, torej imamo možnost opazovati ta dva planeta, ne, in tukaj vidimo, torej, kako so se v zadnjih nekaj mesecih te navidezne razdalje med obema nižale, ne, torej ta dva planeta potujeta vedno bližje drug drugemu, ne, in tukaj spodaj, ne, torej vidimo, da bo ta razdalja, oziroma ta navidezna razdalja samo 6 ločnih minut, pri čemer bo Jupiter nekoliko južneje od Saturna. Vse skupaj se bo odvijalo torej nizko nad jugozahodnim delom neba, tako da že zdaj opozarjam na to, da če boste se odločili, da boste opazovali to veliko konjunkcijo, ne, dajte izbirati lokacijo, pri kateri bo jugozahodna smer neba, oziroma bo jugozahodno obzorje brez nekih ovir, oziroma bo po možnosti, ne, torej precej blizu matematičnega obzorja, ali pa mogoče, če imate možnost, ne, torej opazovanja, ne, torej izberite kak vrh, ki ima jugozahodni del neba popolnoma odprt. Zdaj, žal smo v teh časih epidemije nekoliko omejeni, ne, torej pri izbiri opazovalnih lokacij, saj je gibanje dovoljeno samo znotraj občine. Mogoče nekaj najpomembnejših podatkov ali pa ključnih dogodkov, no, v času velike konjunkcije naslednji ponedeljek. Torej, Sonce bo zašlo tam ob 16. za matematično obzorje, seveda, ob 16. uri pa slabih 13 minut. Meščanski mrak, torej to je vrsta mraka, pri katerem Sonce zaide ne za več kot 6 stopinj pod obzorje in pri katerem je še dovolj svetlo, da lahko na prostem beremo srednje droban tisk, se bo zaključil tam nekje ob 16:48 minut. No, bolj zanimiv bo pa ta pas, torej za opazovanje, ne, torej med meščanskim in pa navtičnim mrakom, ko pa je že dovolj temno, ne, da se bo oba planeta že lahko torej videla, ne, se pravi, že tam pred 17. uro bi lahko začeli z opazovanjem ali pa morda še prej, ampak v vsakem primeru bo konec navtičnega mraka nastopil ob 17:26 minut, torej v naravnih okoljih pri navtičnem mraku gre za vrsto mraka, pri katerem je sicer še dovolj svetlo, da je obzorje še vidno, vendar ne moremo več brati, ne, torej toliko temno pa je. No, tretja vrsta mraka je astronomski mrak, ki nekako loči ali pa predstavlja prehod med navtičnim in astronomskim mrakom, torej v astronomskem mraku Sonce sicer zaide za več kot 12, vendar ne za več kot 18 stopinj pod obzorje in v astronomskem mraku že vidimo večino zvezd, ne pa vse, ampak konec astronomskega mraka bo nastopil 3 minute čez 18. uro, ne, to pomeni tisti pravi začetek noči, vendar, pozor, ne, torej Jupiter bo zašel za matematično obzorje že ob 18:36 in 23 sekund, Saturn pa nekaj 10 sekund kasneje. Tako da, kot vidimo, ne, torej bo časovno okno za opazovanje sorazmerno ozko, ne, torej ne več kot, v najboljšem primeru, ne več kot kako uro in pol ali pa morda 2 uri, odvisno od tega, kdaj boste začeli z opazovanjem, seveda ob predpostavki, da boste imeli jugozahodno obzorje čim bolj odprto oziroma brez večjih ovir. No, še bolj sporočilna je ta tabela, pri kateri pa sem prikazal torej spreminjanje višine in pa azimuta Jupitra, ne, kajti Saturn je v neposredni bližini, torej Jupitra, torej tam nekje od zaida Sonca do samega zaida Jupitra, ne, torej tukaj recimo v tem svetlo modro barvo imamo prikazano recimo približni čas, ne, ni čisto točno, ne, ker sem tukaj računal
višine Jupitra z 5-minutnim intervalom, medtem ko Sonce zide par minut pred tem terminom, ne, torej pas, ne, oziroma časovno okno, torej od nastopa mehanskega mraka do nastopa navtičnega mraka in časovno okno od nastopa navtičnega mraka do torej nastopa oziroma do konca astronomskega mraka. No, tu nekje bo pa Jupiter potem počasi že začel. Skratka, vidimo, ne, torej, da, če gledamo zdaj tretjo kolono, ne, v kateri so prikazani višinski koti Jupitra, torej vidimo, da bo Jupiter, pa seveda tudi Saturn, precej nizko nad obzorjem, ne, torej tam nekje od zaida, oziroma nekje približno, ne, torej v času zaida Sonca bo višinski kot Jupitra samo slabih 17 stopinj nad obzorjem, ne, kar pomeni seveda dejstvo, ne, torej, da bo oba planeta precej nizko nad obzorjem in tu že pravzaprav lahko izpeljemo nekatere zaključke, ne, torej snemanje recimo, ne, objektov, ki so tako nizko nad obzorjem, bo ravno po eni strani zaradi ekstinkcije, po drugi strani pa zaradi povečane turbulence oziroma slabšega singa nekoliko oteženo. Vsi bi si seveda želeli, ne, torej, da bi bila oba planeta precej višje na nebu, ne, kolikor pač to omogoča ekliptika, ne, ampak dejstvo je torej, da z tega vidika, ne, torej z vidika višine, pogoji za opazovanje ne bodo prav ugodni, ne, in tu bi že torej na tem mestu rad opozoril ali pa bi vam svetoval, ne, da vkolikor se boste odločili za opazovanje, da začnete z opazovanjem pač čim bolj zgodaj, kolikor gre. Vidni bodo Kalisto tudi, ne, in pa nekatere lune, torej v okolici Saturna, vsekakor Titan, pa še nekatere druge. No, zanimivo je, da bo Saturn seveda zaradi večje oddaljenosti, pa tudi sicer absolutno manjše velikosti, ne, videti manjši, ne, približno dvakrat manjši od Jupitra, ampak približno tako, ne, torej bo vse skupaj vidno, torej skozi teleskop. No, zdaj pa za konec mojega predavanja mogoče še nekaj izzivov, ne, torej za nas, ljubiteljske astronome, ki bi jih lahko preizkusili, ne, torej v času velike konjunkcije. Kot rečeno, ne, prvi tak izziv bi bil ta, torej, da skušamo s prostimi očmi torej ločiti Jupitra in pa Saturna, ki bosta narazen samo za 6 ločnih minut. Na ta način bomo testirali tudi naš vid. Potem drug tak izziv je, da skušamo opazovati ali pa začeti z opazovanjem Jupitra in pa Saturna čim bolj zgodaj. Magnituda Jupitra ali pa ocenjena magnituda Jupitra, torej v naslednji ponedeljek bo tam okoli -2 magnitude, kar pomeni, da bo seveda precej svetel, ne. Njegovo zorno polje bo tam okoli 33 ločnih sekund, medtem ko bo ocenjena magnituda Saturna nekje 0,6 magnitude, se pravi Saturn bo bil videti nekoliko šibkejši, manj svetel, njegovo zorno polje bo pa malo več kot 2-krat manjše, ne, torej od zornega polja Jupitra, se pravi znašalo bo tam dobrih 15 ločnih sekund. No, in mogoče za izziv, ne, torej dajmo začeti opazovati Jupitra in pa Saturna takoj po Sončevem zaidu, ne. Ali jih bomo prepoznali ali ne, seveda najprej boste na nebu videli Jupitra, ne, šele kasneje Saturna. V glavnem Jupiter bo nekoliko južneje od Saturna, ne, in šele takrat, ko bo bolj ne, torej boste lahko s prostimi očmi prepoznali tudi Saturna. Ampak v vsakem primeru pa bi svetoval naslednji vrstni red, ne, torej ko boste s prostimi očmi še v mraku, ne, torej zaznali Jupitra, ne, potem pa pač s teleskopom ali pa z daljnogledom uprete pogled proti Jupitru in zanesljivo boste nekoliko nad Jupitrom skozi daljnogled ali pa teleskop torej zaznali tudi Saturna. No, in pa še tretji izziv, že prej sem omenil, da bosta Jupitrovi luni Ganimed in pa Io zelo blizu skupaj, ne, se pravi tam pred zaidom bosta praktično v konjunkciji, ne, se pravi bo prišlo do zelo majhne razdalje, navidezne razdalje med obema lunicama, kar pomeni, da bomo imeli pravzaprav opravka s konjunkcijo znotraj velike konjunkcije, ne, se pravi bomo lahko dejansko v istem času opazovali 2 konjunkcije, ne, mogoče je to izziv ne samo za opazovanje, ampak tudi mogoče za snemanje, ne, torej kaj se dogaja oziroma kako je vidno, ko sta ti 2 luni zelo blizu skupaj.
Najprej ta GFS model, ki nekako kaže o tem, kaj se bo dogajalo za srednjo in visoko oblačnostjo. No, in tukaj vidimo recimo v ponedeljek ob 6. uri, pa potem v torek ob 6. uri, torej vse območje Slovenije vseeno nahaja izven te fronte, ki se nam približuje. Ampak to je samo ena plat zgodbe. Torej, že prej sem omenil, da se pogosto pojavlja temperaturna inverzija, kar pomeni, da so nižine pogosto zakrite, torej, če že ne z meglo, pa vsaj z nizko oblačnostjo. Ta ECMWF model, ki pa kaže tudi nizko oblačnost in tukaj pa nažalost, torej, vsaj po današnjem zagonu, torej vidimo, da je velika verjetnost, oziroma vsaj da današnji zagon kaže na veliko verjetnost, da bo širše območje Panonske kotline oziroma območje, na katerem se tudi mi nahajamo, torej pod plastjo nizke oblačnosti, oziroma bomo mogoče celo v megli. Tako da tukaj iz tega bi mogoče že izpeljal še naslednji nasvet, da tisti, ki boste torej se odločili, da boste opazovali veliko konjunkcijo, imejte v planu tudi scenarij B in v skladu pač z možnostmi oziroma z temi navodili ravnanja v času epidemije, torej, če imate možnost, rajši razmišljate kot, torej v primeru scenarija B za opazovanje na neki višji legi, se pravi, glede na iz lastnih izkušenj oziroma iz teh raziskav, ki sem jih delal v zvezi z pojavom anticiklonalne inverzije, vem, da se ta v severovzhodni Sloveniji pojavlja nekje nad 850 metrov nadmorske višine.